Rečenje plodov je v junijskem času, začetku junija, eden od pomembnejših ukrepov v sadovnjaku. Predvsem moramo vedeti, zakaj rečimo. Rečimo posebno tista leta, ko je dober cvetni nastavek, se pravi, ko je bilo dosti cvetnih brstov, ko je bilo cvetenje obilno in tudi ugodne razmere za dobro oplodnjo. V tistem letu bo na drevesu nastavljenih sigurno preveč plodov. Za dobro rodnost pa v bistvu potrebujemo nekje 10 do mogoče 15% plodov iz vseh, kar je bilo oplojenega. Se pravi, v tem primeru bomo imeli primerno rodnost, dobro kvaliteto plodov in pa, kar je tudi zelo pomembno, dovolj hrane na drevesu, da se bo iz brstov, ki se letos formirajo, da se bodo razvili cvetni brsti, se pravi, da bomo imeli potem rodnost tudi naslednje leto. V primeru, da imamo preveč plodov na drevesu, potem ti poberejo preveč hrane in hrane za razvoj novih cvetnih brstov na drevesu zmanjka. To sicer reagirajo v drevesu razni hormoni, ampak ti pa potem usmerjajo, kam gre hrana in zaradi tega pride potem do tega pomanjkanja v primeru prevelikega nastavka. Zdaj rečimo ponavadi nekje v začetku junija, takrat, ko so plodovi debeli tam nekje kot drobnejši orehi ali pa nekje debeline oreha, se pravi nekje do največ 15 mm premera. To je tisti najprimernejši čas. V tem času potem je pretok hrane v plodove močen in s tem, ko to odstranimo, te plodove, se viški hrane preusmerijo v bodoče cvetne brste. Pomembno je tudi, da z rečenjem dosežemo primerno razporeditev plodov po drevesu in po veji, tako da ima vsak plodov v bistvu na razpolago dovolj listov, ki ga prehranjujejo. V tem primeru bodo plodovi lepi, debeli in pa predvsem kvalitetni, kar je posebno za pozne sorte, ki jih bomo skladiščili tudi čez zimo ali celo do spomladi, zelo pomembno, ker ti plodovi bodo potem v skladišču dolgo ostali dobri in bomo imeli dober vir vitaminov in hrane tudi v spomladanskem obdobju. Če so plodovi slabo prehranjeni, potem ti padejo skupaj in so seveda nekvalitetni in take plodove je dejansko tudi potem škoda skladiščiti za dlje časa. Rečenje je v bistvu zelo enostavno. Zdaj v velikih nasadih se rečenje opravlja z kemičnimi sredstvi kmalu po škropljenju, ko se dobro oceni cvetni nastavek. V domačem vrtu pa tega seveda ne bomo delali, ampak bomo rečili ročno in to v času, ko je primeren. Do takrat se tudi ponavadi pokaže, predvsem v bližini gozdov, če je bilo mogoče kakšen večji napad jablanovega cvetožerja, predvsem pri jablanah ali pa pri hruškah hruševega, se pravi, da je bilo več teh cvetov poškodovanih in pa se tudi že vidi, koliko je bilo napada grizlice, ker takrat se plodiči že začnejo zaustavljati v razvoju, pesi postanejo rumenkasti in taki plodiči v bistvu sami odpadejo. In če ni tega škodljivca preveč in če je dober cvetni nastavek, nam pravzaprav porečijo plodove. Če pa je tega preveč, potem je včasih treba ukrepati in takrat ponavadi je najenostavnejše, da damo bele plošče, lepljive, na katere se grizlica ujeme in potem je ta škoda zaradi tega škodljivca manjša. Rečimo ponavadi ročno oziroma pozneje, če smo malo poznejši, tako kot je letos, ko je bila vegetacija v bistvu zelo zgodna in bi bilo dobro to rečenje opravljati že konec maja, je dobro imeti s seboj tudi škarje, ker se lahko zgodi, da namesto da odlomimo en plod, se nam odlomi cel brst in potem odlomimo dejansko več plodov, kar je pa potem škoda. Tako da dostikrat je dobro imeti kakšne škarje, mogoče še kakšne ožje, tako da pridemo med plodovi v notranjost. Tudi tam, kjer je malo več plodov, se zgodi, da če nismo porečili, se potem plodovi izrivajo, potem seveda kakšen odpade in pa, kadar je
kakšno deževno daljše vreme, je večja nevarnost, da pride do okužb z gnilobo, posebno v poznejšem obdobju, ko že plodovi dozorevajo, in če se plodovi preveč tiščijo, potem se gniloba prenaša s ploda na plod. Ravno tako tudi v tistem obdobju zavijači, prijabljeni jablanov zavijač, vsaka sadna vrsta ima pač svojega. Ponavadi se zgodi tako, da se zavijač razvija v enem plodu in se potem preseli v naslednjega. Se pravi, če se plodovi tiščijo, potem gre v naslednji plod, drugače pa potem gre samo v tla in poškoduje dejansko samo en plod. Tako da ni škoda prevelika.